Lepo pozdravljeni v Assist podcastu. Danes je z mano magister Samo Zorc, strokovnjak z področja umetne inteligence. Gospod Zorc, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dober dan. Pa za začetek mogoče, da se malo predstavite, poveste v bistvu, kaj delate in kakšna je vaša vloga v svetu umetne inteligence. Trenutno sem zaposlen v NLB-ju, in kjer sem odgovoren za upravljanje umetne inteligence oziroma vzpostavitev nekega upravljalskega okvira, ki bi zadostil, bi rekel, osnovnemu vprašanju, kako se lotiti umetne inteligence na način, da z njo ni problemov in da dobimo dejansko pozitivne stvari in se izognemo negativnim stvarem. To seveda vključuje tudi skladnost s trenutnim aktom o umetni inteligenci, ki je bil sprejet na Evropski uniji. To je prvi tako kompleksen, horizontalen akt na celem svetu, kjer sem jaz sodeloval, ko sem bil prej na Ministrstvu za digitalno preobrazbo oziroma še prej Ministrstvo za informacijsko družbo. Jaz sem bil prej 20 let na področju politike, sem se ukvarjal z informacijsko družbo in ko je prišel akt oziroma ko je prišla umetna inteligenca na raven politike, to je bilo skoraj 10 let nazaj, sem se vključil v te aktivnosti, torej priprave politike na evropski ravni in potem iz tega tudi sledilo priprava politike na nacionalni ravni. Tako da sem pravzaprav oblikoval nekak pristop Slovenije na tem policy ravni do umetne inteligence. Sem tudi potem avtor oziroma koordinator priprave nacionalnega programa. Potem sem sodeloval pri teh strateških dokumentih priprave, to je bila ena bela knjiga o umetni inteligenci, pa potem nek koordiniran načrt, kako Evropa poskušala skupaj z vsemi državami urejati te zadeve. Potem je sledila pa tudi ta akt o umetni inteligenci. Na mednarodni ravni so se pa začele tudi še neke aktivnosti, kjer je Slovenija pristopila recimo globalnemu partnerstvu za umetno inteligenco. Pa pri OECD-ju se je vzpostavila delovna skupina za umetno inteligenco, ki je praktično postala vodilna, recimo taka koordinativna skupina na mednarodnem nivoju. Potem je pa tudi Svet Evrope recimo začel aktivnosti priprave prve mednarodne zavezujoče konvencije v povezavi umetne inteligence z človekovimi pravicami. Tam sem bil tudi član, sem sodeloval kot član slovenske delegacije. Tako da sem pravzaprav na mednarodni ravni in tudi na nacionalni ravni nekako pripravljen, bil odgovoren za to politiko do praktično zaključka teh specifičnih aktivnosti, torej priprave nacionalne strategije, torej nacionalnega načrta, potem zaključka akta umetni inteligenci in potem tudi zaključka konvencije. To je bil pač nek okvir, ki se je nekako zaključil, in potem je bilo vprašanje, kako zdaj to spraviti v življenje. In tukaj pač je bila neka priložnost, da bi se vključil v NLB s to problematiko in sem se odločil, da pač probamo zdaj to, kar smo recimo delali na ravni politike, udejanjiti v realnem sektorju. Drugače sem pa sicer jaz tudi diplomiral in magistriral iz umetne inteligence, glede na to, da imamo v Sloveniji precejšno zgodovino na raziskovalni ravni umetne inteligence in sem jaz tudi eden izmed teh, ki je šel skozi to izobraževanje. Se pravi, ste praktično celo življenje že skoraj v umetni inteligenci. No, mislim, kar nekaj časa že. Na fakulteti se je to stvar začela. Tam smo se srečali, tam je bil profesor Bratko, ki je v bistvu oblikoval nekako oče umetne inteligence v Sloveniji, skupino in laboratorij, prej še na Štefanu. No in pač študenti smo šli skozi te izobraževanja. Kot rečeno, jaz sem pa se odločil, da tudi diplomiram pa magistriram tam. To me je vedno zanimalo. No, pa če so že pri študiju, se je mogoče že takrat vedeli, kam v bistvu gre umetna inteligenca, v katero smer? So bile že takrat kakšne predvidenja, da bo šlo tudi toliko daleč, kot je zdaj? Diskusija umetne inteligence je stara od 50 let. Kam bo šla, nihče ni vedel. Torej, to so smeri raziskovanja, predvsem v fazi raziskovanja različne smeri,
ki so pač v določenem časovnem trenutku bile bolj uspešne, bolj vidne, potem pa ne, tako da imamo neke, imenujemo jih zime in poletja, teh raziskav, recimo. Ne. No in zdaj, pred kratkim, torej je ta smer, ki je nekako izhajala iz modela nevronskih mrež, uporabe nevronskih mrež in algoritmov je zdaj dejansko pripeljala do tega z nekimi novimi algoritmi, pristopi, pripeljala do teh uspehov, ne, ki jih danes nekako razumemo kot umetno inteligenco. Res pa je, da kot rečeno 50 let nazaj je bilo kar precej večje število različnih pristopov, poskusov, algoritmov, modelov, ki pravzaprav so veljavni in so imeli nekateri zelo dobre rezultate, vendar ne tako razvpito, recimo temu javno uspešnih, ne, kot je zdaj te modeli, ki dejansko dajo človeku res to percepcijo, da pravzaprav ni več jasno, ali govori s strojem ali ne. To je en Turingov stroj, Turingov test, ki se imenuje. Turing se je izmislil kot oče umetne inteligence, recimo, da je umetna inteligenca se testira na način, da z njo se pogovarjaš, ne? In po nekem času moraš povedati, ali se pogovarjaš s človekom ali z strojem, in če tega ne razločiš, potem je tisto pač nek stadij umetne inteligence. Tako da, no in zdaj smo pravzaprav tam. No, ker ste to omenil, jaz sem zadnjič čisto zafora, da vidim, kaj se bo zgodilo. ChatGPT-ju napisala, kako je, in mi je lepo odgovoril, da je v redu, in me vprašal, kako sem jaz. In dejansko sem nadaljevala, da vidim, kako daleč bo šlo to, in kar gre zelo daleč. V bistvu kar lahko hitro dobiš občutek, da je na drugi strani mogoče nekdo, ki čaka, kaj boš ti odgovoril, in ti odgovori nazaj. Sicer je brzina neprimerljiva in pač potem veš, da ne more biti človek na drugi strani. Ampak vseeno je malo kar zastrašujoče, v bistvu, koliko je pametna ta umetna inteligenca. Ja, zdaj, okoli tega, koliko je pametna, je kar nekaj diskusij. Torej, v resnici je mehanizem, kako trenutno deluje, tak, da ne moramo reči, da je pametna. Dobro. Glede na to, da je mehanizem, da pač statistično ugotavlja, kakšne rezultate da, kot odgovore. Ne razume pa pomena. Ne, ampak te stvari se pač razvijajo. Tisto, kar je problematično zdaj, torej temu rečemo očetje teh modelov, recimo, ne, nevronskih mrež, pa tega globokega učenja, sami trdijo, da ne vejo čisto dobro, zakaj deluje tako dobro. A vas kaj straši to? Deluje. Ne, nič me ne straši, meni je to zelo simpatično, tako da vidim tukaj res velik potencial. Je pa treba paziti, ne, ko zadeve postanejo komercialno zanimive, grejo skozi nek balonček, nekih verjetno neupravičenih pričakovanj. Imamo različne tudi te konzultantske firme, ki te zadeve delajo, pač ne, hype cycle, tako imenovani, Gartnerjev in podobno. Tako da treba je paziti, da ne pričakujemo preveč, ne. To bo tako in tako pač šlo malo gor, malo dol. Dejstvo pa je, da ta razvoj, vsaj že od tega v zadnjih 2 letih, ne, je neverjetno hiter in neverjetne stvari prihajajo zelo hitro ven, kar nihče ni pričakoval. In to se danes pogovarjamo o mesecih, recimo, ne, včasih tednih, kakšne so te spremembe. Ne. Torej, mogoče je samo vprašanje glede na moč in te sposobnosti, ne, ki jih nekako prepoznavamo kot inteligentne. To je treba vedeti, da so te modeli kot nekakšno ogledalo. Ne. Mi vidimo noter stvari, ki jih delamo, ne, in tiste stvari, ki jih mi delamo, so nekako predmet človekove inteligence, in ker jih vidimo ogledalo, se nam zdi, da tukaj ogledalo vlada inteligenco. Ne. In tle je zdaj diskusija precej, kaj to pomeni, recimo izraz stohastična papiga. Ne, je nekaj, kar poskuša pojasniti. Ne. Se pravi, papiga, ki sicer ne ve, kaj govori, ampak praktično v nekih situacijah, ki jih je navajena, ne,
nekaj reče in to je zelo smiselno, ne? In ima človek občutek, da seveda nekaj ve. V resnici ne ve. Ne? Tako da tukaj je treba biti zdaj pač pazljiv. Ne? Tisto, kar je pomembno, je pa to, da je uporabnost tega, ne, postaja dejanska, ne samo namišljena, ne glede na to, pač, kakšno je to stanje. In je se resno zavprašati, ne, kaj s tem početi in kakšen vpliv bo imela. Ne samo na posameznika kot tazga, kot neka tehnologija, temveč zaradi te široke uporabe in uporabnosti praktično na ekonomijo in celotno družbo. In te vidiki so bili že izpostavljeni. Mi smo imeli recimo 2 leti nazaj, ko se je ta stvar začela, poziv eminentnih, 1000 eminentnih znanstvenikov na umetni inteligenci, vključno z Hintonom in Joshua Bengio. To so te ljudje, ki so dobili Nobelove nagrade zdaj za to, ki so se te stvari izmislili, ki so predlagali, da se ustavi razvoj in se malo počaka, torej nek moratorij za to, da se prvo malo pogovorimo, kaj zdaj to pomeni, kam gremo, kam hočemo iti. Ker pri umetni inteligenci je tisto, kar je bilo bistveno, je, da zaradi njenega vpliva je vprašanje, kam pravzaprav želimo iti z njo. Izredno pomembno. Stvari grejo tako hitro naprej. Se je malo prehitela, ne? Še prije smo mi dobili odgovore na določene vprašanja. Če ne vemo, ne smemo to prepustiti kar razvoju, tako kot pri drugih tehnologijah, ki nima in ne more imeti tazga vpliva. Tukaj pa ima tak vpliv in so že pravzaprav se izkazali pozitivni in negativni učinki, ne, teh zadev, in zato je bilo treba reči, čakajte, malo pomislimo, pa se ustavimo. In temu je zdaj potem sledila akcija tudi na mednarodnem nivoju, recimo zato, da se oblikujejo neka partnerstva, kjer bi strokovnjaki lahko diskutirali in nekako oblikovali neko vizijo, kaj želimo s tem doseči. Zato in tukaj pride to globalno partnerstvo za umetno inteligenco, ki je bilo ustanovljeno, in recimo ta OECD-jeva skupina IGO, tako imani AI Governance, ki je poskušala osnove nekako postaviti. In te osnove zdaj mednarodno tudi držijo in nekako povezujejo mednarodno skupnost, da ne bi stvar šla, da bi vsak nekaj po svoje delal. Ne? In to na nek nenadzorovan način, ki bi potencialno pol lahko zapeljal stvari v napačno smer. Zakaj pa je pomembno, da imamo pri umetni inteligenci tudi samo zakonodajo, tudi standarde konec koncev? Zakaj je pomembno, da to obstaja, da pač nekako to regulira praktično? Ja, zdaj, nekateri pravijo, da je to pomembno, nekateri pravijo, da ni dobro, da ga imamo, ne, te omejitve. Ne. Torej, v tej diskusiji v teh zadnjih 10 letih. Oprostite, a to v smislu te strokovnjaki, eni so za, eni ne? Ali kdo je tisti, ki pravi, da ne rabimo? V resnici... Ali je to neka splošna javnost? Ne, to so strokovni podjetja, recimo tipično podjetja in deležniki, ki jih zanima umetna inteligenca. Zdaj, zelo različni. Ne. Recimo tisti deležniki, ki nekako podpirajo idejo, da se ne sme regulirati brez pravil, zato ker je nova, je ne smemo ustavljati, ne smemo zavirati inovativnosti, ker še ne vemo, kam bomo prišli, kako bomo prišli, kaj bo dosegla, na kakšen način jo bomo lahko dejansko obravnavali, uporabljali, in z neko pretirano skrbjo na začetku mogoče lahko zaustavimo nek razvoj, pa ne pridemo do nekih pač željenih učinkov, pozitivnih. Potem imaš pa drugo stran, ki pravi, glede na vse to, kaj pravzaprav se je dogajalo, kar se je že dogajalo, torej ne samo hipotetične zadeve, in glede na to naravo, vključujoč s temi znanstveniki, ki so opozorili, da je treba tle malo ustaviti, je nekako prevladalo to mnenje, vsaj v Evropi, ne, da je neka pravila treba imeti, in v tej diskusiji 3 leta se je to nekako, bi rekel, na teh različnih forumih diskutiralo, do tega, da je praktično so zdaj vsi na koncu torej podprli to idejo, da je neka pravila moramo imeti. Neka pravila ravno zaradi te moči, tega impakta, ki ga ima, in tega širokega, bi rekel, potencijala, ki ga ima, in potencialno tega, kar sem prej rekel. Ne, torej, če tisti, ki so to si izmislili, pravijo, da ne vejo prav dobro, zakaj tako delajo stvari, in zato tudi
ni nujno, da bojo vedno tako delale in tudi ni nujno, da bojo delale v pozitivno smer. In raziskave recimo so že pokazale take rezultate, da naprimer pred parimi, mogoče 3 meseci, mislim, da je že šel članek ven, kjer so znanstveniki ugotavljali, da znajo te modeli načrtno in konsistentno lagati. Okay. Ali pa recimo načrtno želijo biti všečni in dajo napačne odgovore, ki so všečni tistemu, ki jih sprašuje in tako naprej. Se pravi, tukaj so res stvari še nedorečene in zato je treba biti Evropa ima nekaj, kar imenujemo previdnostni princip. Kar je verjetno tudi v redu v tem primeru. Jaz tudi mislim, torej jaz se strinjam s tem, da je pravila treba imeti, jaz to poskušam razumeti analogno z avtomobili. Pri avtomobilih je tako, da ko jih narediš, seveda načelno delajo tako, kot morajo, ampak ni pa nujno in isto je z umetno inteligenco. Torej osnovni problem umetne inteligence je, da mi, ko jo razvijamo, ne moramo vedeti, kako se bo obnašala potem, ko jo bomo uporabljali. Ker malo nepredvidljiva. Ker je nepredvidljiva in ni, torej tisto, kar je ključno, je, da ni enaka klasičnemu softveru, programski opremi. Klasična programska oprema je sprogramirana in deluje točno tako, kot je sprogramirana. Če ne deluje tako, pomeni, da ima bug in gremo nazaj, ga najdemo, popravimo in potem deluje. Pri umetni inteligenci pa ni tako. Se pravi, ko nekaj se zgodi, ne vemo, je to zdaj napaka ali je to dejansko tako, kot more biti. Zdaj, če bomo popravili, se bo to spremenilo ali bo šlo v kakšno drugo smer. Te problemi so, ta nedoločenost je problematična in je treba vedeti in biti zato pazljiv, ko jo uporabljamo, da se tega zavedamo in da jo ne uporabljamo kar, bi rekel, 100% kot nekaj zanesljivega, bi rečem, determinističnega, da bo vedno tako, kot stvari laufajo. Drug del, ki je pa problematičen, je pa ta, da so nekateri sistemi, ki jih recimo po aktu imenujemo te tako splošnega namena, general purpose AI, da z njimi lahko počnemo marsikaj in te veliki jezikovni modeli so tazga tipa. In se lahko uporabljajo za eno stvar ali za drugo ali pa za tretjo. Kar pomeni, da je z vidika tega, kakšen bo učinek, pozitiven, negativen, pravi, nepravi, tudi v rokah tega, ki ga uporablja, torej uporabnika. Lahko jo uporabiš na tak način, da bojo učinki slabi ali pa dobri. Podobno kot pri avtomobilu, ko se voznik usede za avto, tudi če je avto odličen, lahko delaš velike napake, velike neumnosti in pride do nesreč, pride do poškodb in vsega, kar ne želimo videti. In tako kot imamo za to cestno-prometne predpise, katerih osnovni cilj je, da ne prepustimo kaosu na cesti, kjer ko se srečuješ z avtomobilom, ne veš, a boš preživel, ker ne veš, a bo on zavil naenkrat ali pa njegov avto zavil ali pa nekaj se bo zgodilo, ampak imamo neka pravila, s katerimi vsi živimo, in ker imamo ta pravila, imamo tudi neko zaupanje, da se tle lahko brez problema vozimo in ponavadi je tako, da torej se vozimo in pridemo na cilj hitreje, kot pa če greš v neke države, kjer teh cestno-prometnih predpisov ni in tam praktično ne veš, kaj se bo zgodilo danes na jutri. In podobno jaz vidim tudi umetno inteligenco, torej mi rabimo imeti pravila in osnova recimo za AI Act, to je tudi deklarirano, komisija jasno napisala, pravila, ki določajo kaj in kako, kdo sme, kako ne, kako zadeve preverjamo, torej da prvič umetna inteligenca deluje tako, kot pričakujemo in da jo tudi uporabljamo tako, kot je treba. Ta pravila potem v resnici, torej ideja Evropske komisije je, oziroma Evropske unije, pristopa Evropske unije je, da s tem določimo neko predvidljivost in zaradi predvidljivosti celo pospešimo uvajanje umetne inteligence v primerjavi s tistimi državami, kjer te predvidljivosti ni in je to prepuščeno pol nekim konkretnim sodnim tožbam in podobnim zadevam, recimo primer Amerike ali pa kaj takega. In zdaj, ali bo ta model uspešen ali ne, bomo videli. Torej, zdaj je umetna inteligenca prioriteta številka 1 praktično, posebej glede teh geopolitičnih
trenj in situacije, kakršna je, ker jo želijo uporabiti za stvari, ki je lahko problematična, ne? Kot so recimo avtomatske, torej tele, kako se reče, AVS, torej avtomatska orožja, ne? Okay. Ne, in podobne zadeve. Nevarne sfere, a ne? Zaradi tega, torej, če to človeku prepustiš nekako stihijsko, po mojem mnenju ni dobro. In je treba imeti pravila. Pravila pa zdaj pomeni nekaj pravila na nivoju politik, potencialno tudi regulative. Ne, in danes kar nekaj držav po celem svetu vzpostavlja tudi regulativo. Ne. In ključen element so standardi. Ne. Standardi so pa povezava med nekimi splošnimi pravnimi zahtevami, ne, z realnostjo, torej tehnično realnostjo. In to je ideja standardizacije in to je tudi koncept evropskega urejanja teh stvari, da se v regulativi določa, kaj želimo, kako se pa prepusti standardom in temu primerno deležnikom, ne, torej podjetjem, industriji, da sama določi način, glede na to, da se znanje nekako v industriji razvija in potem tudi uporablja. Ne. To je koncept, kar pomeni, pravila so tukaj, po mojem mnenju, jaz to podpiram, zato, da bi vse šlo bolj jasno, bolj gladko in predvsem, da zagotovimo, ne, da, ker vidimo, da je to, bi rekel, Ferrari, ne, ker malo pritisneš, lahko hiter leti, da vemo, da bomo ostali živi, se pravi, da gre ta Ferrari tudi v pravo smer, ne pa proti nekemu zidu, kjer bomo pač nekdo poškodovani. Zdaj veliko govoriva v bistvu o sami regulaciji. Kaj pa nadzor nad umetno inteligenco? Obstaja kakšen nadzor? Kdo nadzira? Kaj se zgodi tudi s podatki, ki jih ti vpišeš, ne vem, v umetno inteligenco? To kar odleti in je tam in je, pač se ne da zbrisati. Kako v bistvu to poteka? No? Prvo, nadzor je del, recimo, tega načina upravljanja. Torej, ta upravljavski okvir vedno vključuje tudi nek nadzor, ker bi rekel, če nimaš nadzora in če ne znaš oceniti, kaj se dogaja, ne, potem ni upravljavskega okvira. Torej, to je en del zgodbe, ki mora biti naslovljena, ta je lahko zelo različen, na tak ali drugačen način. Kot rečeno, lahko prepustiš trgu, pa ga ni, ne, pa kar se bo zgodilo, oziroma ne, kot je v Ameriki, to je prepuščeno industriji, ki se potem po sodiščih uravnava s sodnimi primeri. V Evropi je to malo drugače, torej smo postavili ta AI Act, v bistvu nek okvir postavlja in vključuje tudi ta nadzor, ki je relativno kompleksen. Bomo videli, kako bo zaživel, ravno zaradi tega znanja, ki je potreben in razumevanja, kako stvari delujejo. Tako da temu se nekako izogniti, nadzoru se izogniti ne moramo. Moramo pa paziti na to, da to ne postane sam sebi namen. Ne, torej, prepuščati moramo, mi se moramo naučiti, kaj se z umetno inteligenco da in kaj ne, tega ne smemo ustaviti. Ne, ker brez tega lahko potem samo si mislimo, ne, in potem praktično ne bomo razvijali stvari naprej. Ker dejansko umetna inteligenca bo sigurno, mislim, že danes omogoča reševanje problemov, za katere nikoli nismo bili prepričani, da jih lahko na tak način rešimo. Ne. Tako da tukaj je vitalnega pomena, da jo obvladujemo, da gre v pravo smer, ampak prepustimo razvoj za to, da dejansko pridemo do nekih pozitivnih učinkov. Ne. Okay. Zdaj, malo so se že dotaknila akta o umetni inteligenci. Če sem vas prav razumela, je to v bistvu edina regulativa trenutno, ki ureja umetno inteligenco. Hkrati pa sočasno nekako nastajajo tudi standardi, ki so podpora temu aktu. Koliko je zdaj teh standardov in v katero smer grejo največ? A je to v smer nadzora, je to v smer, ne vem, regulacije podatkov? V katero smer grejo standardi pravzaprav? Torej, akt o umetni inteligenci ni edina regulativa. Posamezne države so paralelno že sprejemale posamezne zakone, več ali manj v okviru tega, kar je bilo recimo v OECD-ju dogovorjeno, pa tudi izven OECD-ja v G7 recimo se veliko o tem pogovarjajo. Japonska je bila taka, ki je zelo aktivno tam sodelovala in tudi v OECD-ju. Kaj pa na evropskem nivoju kot EU? Je pa
edini tak zakon, ki tako celovito rešuje to problem. Okay. Torej, imamo zakone, ki so neke delčke poskušale rešiti s takim drugačnim obsegom, vendar tako celovito in predvsem v tej smeri, da zagotavljajo tudi ne samo tehnične učinke, se pravi, da stvari delajo tako, kot morajo, ampak tudi, bi rekel, širše učinke predvsem recimo na neke pravice ljudi in učinke na neke osebe, na katere, ker bo ta pač na nas vse vplivala. Ne? Mi rečemo, v angleščini so to affected person, se pravi, da tiste, na katere sistem učinkuje. Torej, to je pa dejansko tudi prvi se je začel, ne, na ta način in je zdaj postaja seveda, temu rečemo bruselski efekt, nek osnova, ki jo vse države zdaj gledajo, ugotavljajo, a je smiselno ali ni smiselno zadeve zdaj podobno postaviti. Nekatere se v to smer več ali manj grejo, vse grejo v neko smer te regulative, samo način je potem drugačen. Standardi, evropski način je, tako kot sem rekel, da se zahteve zapišejo v regulativo, standardi pa določajo kako. Zato je pač Evropske standardizacijske organizacije so dobile mandat za pripravo teh standardov. To pomeni, samo da malo po domače poveva, da v bistvu so dobili pooblastilo, a ne, da razvijajo standarde od Evropske komisije, cenili. Kar naročilo, ne, to je tako, kot naročilo. In imajo mandat in torej tudi nek rok, torej te standardi naj bi pokrivali vse zahteve, ki jih akt o umetni inteligenci določa. Zdaj, akt o umetni inteligenci nekako določa dve zadevi. Prvo, da sistemi, da tisti, ki jih razvijajo, zagotovijo, da bodo te sistemi varni, zdravi in varovali človekove pravice in vpliv recimo na okolje. Nekako človeka postavlja v spredje. Tako je. Osnovni princip evropsko vodilo za urejanje umetne inteligence je, da temu rečemo, da postavimo človeka v sredino v smislu, da more umetna inteligenca služiti človeku, ne pa kontrolirati obratno. To je ena stvar in druga, zelo pomembna je, da je ta umetna inteligenca zaupanja vredna. Zaupanje je eno izmed ključnih zadev, ker brez zaupanja široke uvedbe ne bo, ker bojo imeli ljudje strah in averzijo do nje. Ne? To sta osnovna principa za politiko in to sta tudi osnovna principa za akt umetne inteligence. In zdaj, standardi to pokrivajo, torej, da zahtevajo od ponudnikov, da zagotovijo, da stvari dejansko naredijo na tak način, da je to primerno, ne? Torej upoštevajo vse tiste zahteve, da stvari tečejo tako, kot morajo, ne samo tehnične, ampak tudi, kot sem rekel, temu rečemo, zahteve zaupanja vredne umetne inteligence. In druga stvar, da se uporabljajo, ne? Skupaj z nadzorom, skupaj z celotnim infrastrukturo za certificiranje, preglede in seveda tudi izpostavljanje nekih novih recimo stvari, ki se bojo na umetni inteligenci, se hitre stvari dogajajo, spremljanje in ugotavljanje, kako stvari laufati. Torej, standardi pokrivajo tehnične in netehnične zadeve, jih je kar nekaj, torej, kot rečeno na začetku, mislim, da jih je bilo 53 predvidenih, stvari grejo zdaj se dela že leto, 2 leti praktično, no še več, zdaj 2025, torej letos bi moglo, po mandatu bi mogli biti že pripravljeni, vendar kratko malo je ta problematika, kako tiste zahteve prestaviti v neko bolj operativno, tehnično zadeve, tako kompleksna, da se stvari ne tečejo tako, kot bi mogli. To sem vas v bistvu tudi želela vprašati. Zdaj standardi veva oba, da imajo kar dolgo časovnico, recimo temu tako nastanka. Predvidevam, da Evropska komisija zahteva, da je to majčkan hitreje, glede na to, da je umetna inteligenca zelo hitra. Kako lahko pridejo tukaj skupaj? Da strokovnjaki res dober standard lahko pripravijo v kratkem času, tako recimo, kot Evropska komisija zahteva, in da ga umetna inteligenca tudi tukaj ne prehiti? Jaz mislim, odgovor je težko. In to se tudi zdaj v realnosti zelo jasno pokazalo, da je to težko. Ene stvari se že dogajajo, torej standardizacija je svetovna aktivnost, urejena na svetovni ravni in se zato tudi v tem kontekstu prevzema, kar je recimo na svetovni ISO standardi in podobni se
prevzemajo. Pa tudi vedno postavlja potrošnika v bistvu v spredje, pa kakovost izdelkov, pa varnost predvsem. No? Tako da tudi z tega vidika je standardizacija ključna. To so vsi elementi, ki jih standardizacija prinaša. Brez standardov tega načelno ni na nek merljiv način. Je prepuščeno pač na ključu, mogoče nekaj je varno, nekaj ni varno, ne znamo oceniti. Tisto, kar je pomembno z vidika evropskega, torej te povezave z aktom o umetni inteligenci, je, da kot rečeno, pretopiti nekatere bolj mehke zahteve, ki jih ima akt o umetni inteligenci, kot rečeno, ni samo o tehnični standardizaciji, kako naj bi nekaj delalo, ampak tudi kakšen je učinek. Učinek je pa torej ne samo tehnični, temveč tudi malo splošnejši, se pravi etični, recimo diskriminacija, potem je pristranskost, naprimer problematika, potem je problematika kvaliteta, ki vpliva na to, kako deluje, kakšen rezultat da, kakšna je njegova točnost. Mi poznamo sisteme, recimo prepoznavanja obraza, za katere vemo, da za bele moške deluje 70%, če pa greš recimo črne ženske, tam pa drastično pade, ali pa kakšni iz drugih ras. Kar pomeni, ti ne moreš te zadeve kar tako, bi rekel, določiti tudi na tehnični ravni, ravno zaradi te nejasnosti, kako delujejo te modeli. In to pomeni, zahteva svoj čas. In evropske standardizacijske organizacije imajo seveda tudi nek svoj način dela, ki je tak, da pač v skladu z mednarodnimi pogodbami mora biti to nediskriminatorno odprt do vseh deležnikov, ki želijo sodelovati. To ima pa neko proceduro. In to se zdaj nekako z aktom umetni inteligenci malo tepe, ker imamo časovni okvir, ki je relativno kratek, glede na to kompleksnost. Zato pač smo v tej fazi, da nekaj je že narejeno, nekaj se bo naredilo, sicer se bo zakasnilo, verjetno tudi še za 1 leto. Dejstvo pa je, to moramo vsi razumeti, razvoj umetne inteligence in njen učinek je nekaj, kar nas čaka naslednje leta in leta. Torej, to ni problem, ki ga lahko rešimo in potem smo nekako srečni, temveč je to nekaj, kar se bo dogajalo konstantno v nadaljnih letih. Standardizacija, torej dobra stvar standardizacije je, da je temu primerno organizirana. Sam standardizacijski postopek ali pa okvir je tak, da točno temu lahko sledi. Ima seveda neko svojo dinamiko. Tukaj je problem, kako se hitro razvija, glede na standarde, politiko, regulativo, ampak to je sistem, kjer drugega nimamo. In ga je treba pač temu primerno upoštevati, ne smemo pa preveč biti rigidni pri tej problematiki. Ko smo sprejemali akt o umetni inteligenci, tudi slovensko stališče je bilo, da moramo zelo paziti na to, na spremembe tehnologije, njene uporabe in teh učinkov in temu primerno zapisati tak, da se bo lahko dejansko prilagajal temu, ne skupaj z standardi. Tako da nekaj v tem smislu je tudi narejeno, ta celoten upravljalski okvir, ki ga akt predvideva, je precej kompleksen in vključuje dejansko vse različne deležnike, ki imajo od najboljših znanstvenikov pa tudi do ključnih deležnikov, ki morajo biti tukaj zraven, zato da vsi imajo neko svoj vidik, svoje razumevanje, in ko se to nekako skupaj sestavi, pridemo do neke rešitve, ki ji lahko zaupamo. To je ključno. In če bomo zaupali, potem bo ta razvoj šel naprej, vkolikor pa ne, lahko pa dela velike razlike in zaradi tega tudi družbene in tehnične probleme. Zdaj te standardi evropski, ki jih omenjava v podporo aktu, nastajajo pač na evropski ravni znotraj odbora za umetno inteligenco. A Slovenija sodeluje tam aktivno? In koliko je recimo ljudi, ki aktivno, teh strokovnjakov, če kaj veste, ki aktivno sodelujo pri pripravi teh standardov? Torej, organizira se je posebna skupina, torej ta mandat, ki ga je komisija dala, je prevzela skupina dveh evropskih standardizacijskih organizacij. Mi imamo 3 v Evropi. CNCNLEC, in ECI. In zdaj CNCNLEC sta organizirala skupno skupino, tako imenovano JTC 21, ki je dobila ta mandat in dela. Znotraj sodelujejo eksperti iz vseh držav Evropske unije.
In jih je, po predstavnika? mojih informacijah, jih je tam približno 1000 tega ranga. Zelo različno. Slovenija se je malo kasneje organizirala, tako kot vse države, se lahko je vključena standardizacija v EU-ju, vključuje nacionalne standardizacijske organizacije in temelji na sodelovanju teh organizacij. Zato smo na SIST-u oblikovali tehnični odbor za umetno inteligenco, zbrali deležnike, ki jih to zanimalo v Sloveniji in se poskušali vključiti v pripravo teh standardov. Imamo kar dobro število, mislim, da nas je enih 12 do 15 članov. Se pravi, je tudi na nacionalni ravni interes, ker je velik interes v tehničnih odborih. Je to kar velik članov? To je kar velik članov. Je pa problem seveda z aktivno udeležbo. Mi smo tam na JTC-ju imamo nekaj 6 trenutno delovnih skupin, ki pokrivajo različne vidike regulative in torej standarde pripravljajo za različne stvari. Mi imamo relativno dobro pokrito deležnikov, torej to raznovrstnost deležnikov, od raziskovalcev do podjetij, do civilne družbe, recimo zaščite potrošnikov in podobno, pravniki, fakultete. Vendar smo tukaj, imamo težavo aktivno sodelovati, ker to zdaj, posebej v tem zadnjem letu, zaradi teh rokov, ki jih imamo, je delo izredno intenzivno. In praktično nismo uspeli zagotoviti, da bi naši strokovnjaki, torej člani, res aktivno soustvarjali. Torej nekateri hodijo na sestanke, zato da dobimo informacije, poskušamo, vendar je težava glede res tega, da bi to delal, bi rekel, kompletno tako, kot je treba. Drugi iz cele Evropske unije pač sodelujejo bolj aktivno. In v tem smislu torej tudi so zaradi tega tudi te rezultati, ki so tukaj. Dejstvo pa je, da bi to bilo lahko malo boljše. Te stvari so vedno lahko malo boljše. V Evropi imamo težavo z standardizacijo glede na splošno ekonomsko situacijo in zadnji razvoj, sploh na tehnološkem, na ICT nivoju, je problematičen, ker je industrija šla v druge kraje in je tukaj prav veliko ni ostalo v Evropi. Zato imamo predvsem ameriške podjetja, ki tukaj prevladujejo na tem storitvenem delu ali pa recimo na tehnologiji, čipih recimo ali pa mobitelih, to so vse osnova, ki je osnova temu, na kakšen način bomo mi do umetne inteligence prišli, jo uporabljali. In tukaj malo šepa Evropa. Tudi v teh mednarodnih standardizacijskih organizacijah imamo malo težavo. Tako da to je neka nevralgična točka, ki bi jo bilo treba malo bolj reševati, tudi na nacionalni ravni in na EU ravni. Saj ne rečem, da se ne, torej to je problematika, ki jo zdaj že več kot 5 let naslavljamo aktivno, tudi pri nas. Vi veste, na SIST-u smo strategijo sprejeli, Evropa je sprejela spremembo uredbe za standardizacijo, vključevala je noter deležnike, ampak ne moramo se izogniti pač splošnemu stanju industrije, ki, če je ni, pač ne more sodelovati. Pa mogoče je tudi majhen težko ujeti umetno inteligenco. Hitro je šlo, mi smo pa nekako kasneje vse skupaj začela pripravljati in te akte in standarde. Zdaj tudi omenili ste odbor, da odbor ni relativno dolg na SIST-u, ta SIST TCU za umetno inteligenco. Tudi vi ste bili, če se prav spomnim, pobudnik, da se odbor ustanovi. Dajte mi povedati, zakaj ste v bistvu imeli željo, da bi ta odbor obstajal? V bistvu, kaj je bil razlog, da ste dali pobudo in tudi zbrali konec koncev 5 ljudi, da ste ustanovili odbor? Tako, kot sem rekel, torej, ko smo začeli delati to na nivoju politike, je bilo zelo jasno, da bo veliko vprašanje, kako to v realnost spraviti. In neka konkurenčna prednost je, če že od začetka sodeluješ pri temu določanju standardov, ki bojo dejansko odpirali vrata za proizvode, storitve, ki bojo vključevale umetno inteligenco, znanje. Dajva samo čisto domače povedati. Se pravi, če ti sodeluješ v tehničnem odboru, imaš prednost pred konkurenco, ker malo vidiš vnaprej, kaj bo veljalo, ne vem, čez leto ali 2.
Prav gotovo, mislim, posebej za ključne recimo tehnologije. Ne? In to podjetniku prinaša prednost, ker lahko v bistvu prilagodi, rečemo temu, že vnaprej svoje rešitve, svoje izdelke. Seveda. Vse zadeve, ki so deklarativne, se lepo slišijo, dokler nisi v konkretni situaciji, ko moraš pa točno vedeti, kaj narediti. Tako. In te stvari se šele za standardi, ne rečem, da bojo standardi rešili vse probleme, ampak to je res korak naprej v realizaciji, v realno življenje. In ko ti pripravljaš standarde in tam sodeluješ, tudi če nisi aktiven v samem predlaganju, pa vidiš, kaj drugi govorijo, kako torej obravnavajo problematiko, kaj se dogaja, je to pravzaprav zelo, zelo pozitiven krivulja učenja. Torej ta možnost učenja je ključna in s tem dejansko lahko pridobiš resno prednost, konkurenčno prednost, če seveda si akter, ki to dela. Če nisi, torej če si gledalec in te to zanima, pač od tega prav veliko nimaš, odvisno, kakšna vloga je. Ne? Recimo predstavniki civilne družbe, naprimer zaščite potrošnika, imamo evropske in pri nas ZPS sodeluje v odboru, se seveda lahko uči teh učinkov, ki jih lahko pol pričakuje na potrošnika, ne? Kaj bo in kako bo. Tako da to je vsekakor pozitivno, res je pa, da to seveda stane. Stane čas, stane pač nekega efforta, ne, da sodeluješ, ki morda na prvo žogo takoj ni, bi rekel, ta efekt ni takoj viden. Ne. Dejstvo pa je, da standardi znižujejo prag vstopa na trg. Ne, in določajo smernice. To so v bistvu način, ne, to so cestni znaki, ne, kje smeš, kje ne smeš, kje bo črta, ne, to določajo standardi. In ko enkrat poznaš in razumeš ta koncept, ne, potem seveda se znaš manevrirati tudi v situacijah, v kateri si, če proizvajaš storitve ali pa proizvode, ne, boš znal veliko boljš razumeti, kaj moraš narediti, na kakšen način se lotiti, kot če teh informacij nimaš. Ne. Zdaj zaenkrat na nacionalni ravni, se pravi v SIS-TC UMI, privzemate standarde. Je kakšna ideja ali želja po nastanku nacionalnega standarda? Potreba sigurno je. Se že kaj pogovarjate v tej smeri? Treba je biti pazljiv. Namreč, kar se tiče akta, torej regulativa akta o umetni inteligenci, velja akt je tako imenovana uredba, ki velja direktno, brez prenašanja v nacionalni okvir in kot uredba, ki bo temeljila na standardih, ki jih imenujemo v Evropi, temu rečemo harmonizirani standardi, to so sprejeti tudi strani regulatorja, torej komisije, ki jih potrdi. Namreč harmonizirani standardi imajo edini, torej ta, kako se temu reče, predstavljajo način, da zagotavljaš skladnost z regulativo, če si skladen z standardom. Ne? Torej obstajajo tudi drugi standardi, lahko tudi druge uporabljaš, vendar tega, zdaj pade mi na pamet angleški, presumption of conformity, ne? Tega pri drugih standardih ni. Tako da te harmonizirani standardi bojo določali nek okvir in če boš ti z njimi skladen, si praktično skladen z samo zakonodajo. Ne. Zdaj, kako bo to teklo, bomo videli, glede na to, kako stvari zamujajo, koliko ne zamujajo, ampak v osnovi mislim, grejo zadeve v pravo smerno. Okay. Če lahko vprašam, na katerem področju specifično pač je želja, da se ta standard kreira na nacionalni ravni? Nacionalni standard. Tako, ja. Torej, mi, ko smo ustanovili tehnični odbor, smo imeli tudi eno idejo in jo imamo tudi v načrtu, delovnem načrtu, ki ga sprejmemo vsako leto, ustanovitev torej nacionalnega standarda za eno res kritično zadevo, ki je kritična pri uvajanju ali pa hitrejšem uvajanju umetne inteligence, to pa je problematika osebnih podatkov. Okay. In glede na neke izkušnje, ki jih imamo v Sloveniji, torej predvsem na Inštitutu Jožef Štefan, tudi na finančnem področju, smo predvideli, da bi naredili standard za anonimizacijo.
podatkov, ker bi to omogočilo, če je to nacionalni standard, ki je tehnično torej tak, da deluje tako, kot je treba, bi to mnogim deležnikom omogočalo uporabo umetne inteligence brez strahu glede tega, kaj to lahko prinese z vidika torej regulative za zasebnost, GDPR in podobno in probleme, ki iz tega izhajajo. Je pa treba povedati, da kot sem rekel, akt o umetni inteligenci je uredba. In uredbe ti ne smeš spreminjati in je ne moreš spreminjati z nacionalno zakonodajo na ravni. In ko bojo harmonizirani standardi sprejeti, sicer lahko ti sprejemaš druge standarde, vendar ker ne bojo harmonizirani, ni zaželjeno, da bi posamezne države svoje standarde posebne ločene, ker osnovna ideja uredbe in osnovna ideja regulative je bila, da ne delamo fragmentacije trga. To je ena izmed res kritičnih, nevralgičnih točk Evrope, z vidika konkurenčnosti, industrije in vsega, ker imamo razdeljene trge, fragmentirane, nimamo možnosti za hiter razvoj, tako kot ga ima Amerika, Kitajska, kakorkoli. In se temu poskušamo izogniti. Tako da ideja je, da mi pripravimo nek standard za anonimizacijo, ki bi ga tukaj lahko uporabljali, z željo, torej osnovna ideja je bila tudi ta, da ga potem ponudimo na evropsko raven in ga poskušamo tudi vključiti v standarde, ki bojo zdaj za akt o umetni inteligenci uporabljene. Dejstvo pa je, da anonimizacija ni zahteva akta. Torej, to ni nekaj, kar bi bilo zahtevano z vidika zagotavljanja skladnosti z samim aktom. Dejansko ostalo še odprto. Je pa to seveda standard, ki pomaga, bi rekel, ekosistemu, torej hitremu uvajanju umetne inteligence, kjerkoli se pač to da narediti. To pa je zelo pomembno za Evropo posebej. Zdaj bi se pa še ene posebne teme dotaknila, in sicer mladih. Mi tudi na SIS-u, kot veste, organiziramo jesensko šolo standardizacije, se trudimo v bistvu mladim približati standardizacijo. Zdaj me pa zanima, kakšno je vaše mnenje glede približevanja umetne inteligence mladim. Mladi so praktično zrastali, sploh Gen Z, s telefoni, z umetno inteligenco, so majčkeno bolj domači na tem terenu, ampak a se vam zdi, da bi več izobraževalne vsebine na to temo moralo biti? Da bi, šole mogle malo več glede te regulacije, kaj prav, kaj ni? Prav gotovo. Prvič, mladi so dejansko tisti, ki najhitreje prevzemajo nove tehnologije in seveda imamo vsi starejši težave na vseh področjih, posebej v šolah in vsem zraven, kako se tega lotiti in kako to nekako imeti pod nadzorom. Je pa problem ta, da je eno uporabniško znanje, drugo je pa znanje, ki ti omogoča tudi nek kritični razmislek, neko kritično distanco, predvsem do rezultatov, ki jih ta umetna inteligenca prinaša. Da znaš oceniti, kako jo uporabiti, na kakšen način, ta tisti previdnostni princip, se moraš tega sploh prvo zavedati. To pa je malo globje znanje o problematiki umetne inteligence. In mislim, da je to kritičen del. Brez tega umetna inteligenca ne bo uporabljena tako, kot bi lahko bila in verjetno lahko precej hitreje zavija v napačne smeri kot sicer. Zato recimo v nacionalnem programu smo zato zapisali kar nekaj predlogov, torej drugi cilj, ki govori o znanju, ima kar nekaj ukrepov, ki bi zagotovil to znanje ne samo za mlade, ampak za vse deležnike, ki so tukaj aktivni, od razvojnikov do podjetij, ki to uporabljajo, pa tudi študentov in skozi to formalno in neformalno izobraževanje, recimo skozi kakšne delovne, torej te poletne šole in podobne stvari. To je bilo vse predvideno v nacionalnem programu, da bi to problematiko umetne inteligence čim bolj poslali od raziskovalnega dela v življenje, skozi ta inovacijski cikel. Tukaj je del razumevanja tudi standardizacije izredno pomemben. Ker je treba razumeti, kaj je vloga. Če razumeš, kaj je vloga, potem tudi lažje pristopiš, pa sodeluješ. In če sodeluješ, potem privzameš tiste pozitivne efekte, ki jih pač to, o katerih smo prej se pogovarjali. Zato je
moje osebno mnenje, da je zelo dobra ta aktivnost, ki jo je SIS tudi začel, torej z ambasadorji, z promocijo med mladimi, in jo je treba samo nadaljevati in nadgrajevati. Kako se bomo zdaj lotili, bomo videli, torej v podjetjih, kot je recimo NLB, smo tudi mi identificirali izobraževanje, ne, kot bistven element tega, da kako se sprejema in kako se uporablja umetna inteligenca, to je pogoj, v družbi bo to sploh postalo pogoj. In se je treba tudi na SIS-u pogovarjati, torej imamo že neke ideje, naprimer, ko bojo standardi sprejeti, da bi SIS organiziral delavnice, ne, izobraževalne delavnice za vse, ki se jih bo to tikalo, tako ali drugače. In tukaj bo ključno mlade pripeljati v to zgodbo. Brez mladih ne bo šlo. No, mogoče pa lahko že na letošnjo jesensko šolo tudi vključimo to temo, se bova mogoče pogovorila, pa če boste imeli čas in voljo, lahko tudi to dodamo na agendo, ker konec koncev mislim, da je v interesu in za umetno inteligenco in za standardizacijo, da se pač mladim predstav in ta pravilna uporaba. Tako da, evo, če boste želeli, se bova... Ja, to je sigurno nekaj, kar je potrebno, ne? Kako bomo zdaj te zadeve izvajali, je pa drugo vprašanje, glede na to, kar sem prej povedal, ne? Torej, zmožnost aktivne udeležbe pač zahteva neko vključenost, ki je ni samo popoldanska, ne? Temveč malo bolj konkretna. Tako da tukaj bi si želel tudi neko vlogo ne samo države kot podporne inštitucije, tako kot je predvideno v nacionalnem programu, je podpora standardizaciji na večjih mestih eksplicitno podana, temveč predvsem tudi podjetij. Ne, torej ta povezava med mladimi, med podjetji in standardi je po mojem mnenju ključna. Dejstvo pa je, da je treba seveda jasno pokazati, da je to neka priložnost, od katerega bojo imeli pozitivne učinke vsi vpleteni. Zaenkrat do tega nismo prišli, ker je to malo fragmentirano, ne? In to je mogoče ena naloga tudi našega odbora za naslednje leto oziroma že za to leto. Mi že delamo neke aktivnosti, ki bi nekako te zadeve povezovali. Zdaj je končno tudi bil razpisan razpis za ciljni raziskovalni program v podporo standardom, standardizaciji in še en projekt, ki se veže na akt o umetni inteligenci, ki govori o teh inovacijskih peskovnikih, ki pa seveda morajo isto bazirati na standardih, drugače ne bo šlo. Ne? In to poskušamo zdaj povezovati, pač tudi znotraj SIS-a, zunaj SIS-a, tako da to je nek, recimo temu, proces. Ne? Proces, ki ga pač nimamo že zapečenega, ampak nekako v to smer pa gremo. No, se je kar težko ujeti naenkrat v ta razvoj in vse, kar se dogaja. Tako da sem prepričana, da bomo uspeli. Preden vam dam še zaključno besedo, pa še ena zadeva, ki je verjetno marsikomu postavlja dilemo. Človek ali umetna inteligenca? A lahko umetna inteligenca nadomesti človeka? To je pač tista bojazen, ki jo jaz pogosto slišim od mojih znancev, da se ljudje bojijo, da bo umetna inteligenca v bistvu jim vzela delovno mesto. Ja. Je možno ali ne? Ja, prav gotovo je možno. Ne. Seveda je možno, tako kot vsaka tehnologija, umetna inteligenca pa še posebej, ker ni tehnologija, ki je vezana samo na kot neko tehnološko orodje, imenujemo splošno uporabna general purpose technology, primerjajo z parno mašino, elektriko in podobne zadeve, vendar je to na potenco bolj, recimo temu, bo imela na potenco večji učinek. Ne. Ravno zaradi tega, teh sposobnosti, ki jih nobena druga tehnologija nima. Vse druge tehnologije mora človek eksplicitno kontrolirati, zato da grejo in se jo uporablja na pravi način. Tukaj pa dejansko ta avtonomnost je del definicije. Ne. Stvari lahko postanejo avtonomne in kot take seveda lahko delajo stvari po definiciji. Ne. Je umetna inteligenca nekaj, kar je sposobna nekih značilnosti, ki jih pripisujemo človeški inteligenci. Ne. Torej tisto, kar naj bi samo človek znal. Ne. In ko enkrat dobimo sistem,
torej nekaj, kar je umetnega, kar ima te sposobnosti človeške, potem je jasno, da ga lahko da človeške nadomesti. In to se zdaj že kar precej dogaja. Na delovnih mestih recimo se bo to zelo močno pokazalo, obstajajo že analize svetovne, različne, ki poskušajo ugotoviti, kakšen bo ta učinek. Govorijo se recimo o temu, da bo 30% delovnih mest izginilo, nadaljnjih 20 do 30% pa korenito spremenjeno. To so različne, ne? Recimo zdaj je, mislim, da je tale Svetovna banka naredila zanimivo analizo, kjer je ugotovila, da bo učinek predvsem v torej zahodnih državah, v razvitih državah, v tistem delu, ki jim rečemo, torej, ki temeljijo na znanju. Ne, delovna mesta, ki temeljijo na znanju, manj pa v nerazvitih državah, kjer so še vedno v nekem fizičnem delu, ker fizičnega dela ne bo toliko mogla nadomestiti ta knowledge worker, zadeve pa precej bolj. Tako da se lahko nadejamo res velikih sprememb, se pa tega zavedamo, zato tega tudi v teh forumih mednarodnih imamo, recimo v globalnem partnerstvu je posebna skupina, ki razmišlja o tem, kakšno bo bodoče delo, kako bo to vplivalo. Tudi mi smo dali ven, torej ministrstvo, ko sem bil še na ministrstvu CRP, v nacionalnem programu piše torej raziskavo o tem, da vidimo, kako bo to vplivalo v Sloveniji na delovna mesta in okolje, v katerem smo. In to je nek proces, ki nekako raste skupaj z umetno inteligenco. Ne. Treba se ga pa zavedati in ga tudi naslavljati. Zato je pa toliko pomembno pri uvajanju umetne inteligence, predvsem v podjetjih, organizacijah, da se uvaja na način s tem konceptom evropskim, ne, na človeka osredotočenim, torej ne kot njegovo zamenjavo, ker je to dejansko potem popolnoma neka druga družba, za katero ne vemo, kam bi sploh pripeljala, temveč mora imeti človek kontrolo in mora umetna inteligenca delati zanj, ne pa on. V bistvu kot pomoč imeti kot nekega asistenta. Kot pomoč, kot partnerja, kot asistenta, ni pomembno, vendar osnova je, da je ta avtonomija ostane človeku. Odločanja o tem, kaj, kdaj in kako bo pravzaprav sam živel in kaj bo, bi rekel, umetna inteligenca počela. Ne. Tako da umetna inteligenca se zdaj povezuje zelo močno z robotiko, ne. Tam pridemo potem pa v fizični svet, ne, kjer bojo prav gotovo roboti, že danes so sposobni stvari delati samostojno, avtonomno. Samovozeča vozila so taka, recimo, ne, droni podobno. Potem naprimer roboti na Japonskem, ne, dajo precej poudarka na robote v pomoč ljudem, ne, v socialnih službah, ker vemo, da primanjkuje ljudi. Ne. Pa tudi nisi močen dovolj, da bi pomagal starostnikom in tako naprej. Torej tam. Potem se govori o človeškem, torej nekakmu prijatelju, ne, s katerim boš imel, ne, tako, kot ste se vi pogovarjali z njimi. Jaz sem ga testirala samo. Je pa to problematično, kot rečeno, ker se vračamo na to, da pravzaprav ne vemo, zakaj tako dela. Ne? In recimo danes imamo v Ameriki tožbo na sodišču, kjer je mladostnik naredil samomor. Ne? Po, bi rekel, tožbi staršev njihovih zaradi napeljevanja k samomoru strani pač enega sistema za umetno inteligenco, ki ga je pač on uporabljal in ga je privzemal kot svojega prijatelja. In imamo zdaj tudi te primere aplikacije za čustveno svetovanje, psihološko svetovanje in podobne stvari. Torej lahko pričakujemo, da bo res korenito spremenila svet. In verjetno tudi ljudi s tem, ne samo družba, ampak tudi ljudi. V kolikem času pa mislite, da bi se lahko zgodijo te take? To se kar dogaja in iz zgodovine vemo, in tudi recimo na teh konferencah je Joshua Bengio dal tak primer, ko so znanstveniki rekli, da se nekaj ne bo zgodilo, torej en znanstvenik eminenca na nekem področju, da se ne bo nekaj zgodilo še 20 let, ne, in čez 3 dni je nek drug znanstvenik objavil, kako je rešil ta problem. In ta analogija z umetno inteligenco ravno tako obstaja. Marsikaj, kar ljudje mislijo, da je še 10 let stran, ne, se pravzaprav že naslednji teden zgodi in začne dogajati. Vsekakor
vse te analize hitrosti kažejo, da je ta razvoj tako hiter, nobena druga tehnologija daleč od tega, da bi blizu prišla skupaj z internetom, Facebookom in vsemi temi stvarmi, ki smo jih imeli. Torej, zato bi jaz rekel, da tole v parih letih zna biti že precej različen svet, kot ga imamo danes. Okay. Jaz bi se vam zahvalila za tele informacije, tudi jaz sem marsikaj novega izvedela, zdaj pa mogoče vam dam še priložnost za zaključno besedo, mogoče da se na mlade fokusirava, pa nek zaključek tudi za njih. Jaz mislim, enostavno povedano, umetna inteligenca bo spremenila svet, spremenila bo pa življenje predvsem mladih. Ne? In tisto, kar mislim, da je ključno, je znanje. Če verjamemo ekonomskim teorijam, ne, dodana ponudba zmanjšuje ceno temu, kar se ponuja. Ne. Umetna inteligenca zdaj dejansko prinaša znanje. Ne na ta način, kot sem prej povedal, da bi se dejansko razumela, ne, ampak dejstvo je, da pa je uporabna, torej z vidika zunanjega efekta pa dejansko prinaša vse te zmožnosti in mladi morajo kratko malo izkoristiti te priložnosti, ne se bati, hkrati pa se zavedati, da sposobnosti, ki jih ima umetna inteligenca, niso in vprašanje, če bojo kdaj na nivoju človeškega inteligence. Zato je treba imeti to kritično distanco do tega. Kritično distanco imaš pa lahko samo, če tudi sam kaj znaš. Torej ne smeš se prepustiti Googlom in chatom, da bojo reševali vse probleme, temveč moraš recimo, ne, vse te zadeve, ki nam olajšajo, je treba vzeti kot pripomoček in ga nadgraditi, ne pa vzeti tazga, kot je. Ne. In če bo tako, potem jaz ne vidim, mislim, da bo res se da z umetno inteligenco lepo živeti. Je pa res nekaj, ne, človek kot bitje, ne, še ni dokazal, da ni bolj destruktiven kot konstruktiven. Ne. In če bo prevladala ta narava destruktivnosti, ne, potem bo seveda tudi umetna inteligenca za to uporabljena. Tam imamo pa res lahko pol težave, take kot jo te znanstveniki opozarjajo na njih. Zato je pomembno, da smo pazljivi in da se s tem ukvarjamo. Ne smemo prepustiti, da bo šla svojo pot. Super, najlepša hvala, gospod Zorc. Hvala vam za povabilo. Z veseljem.